Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige Vzhod. Naše kamere bodo pospremile obračun četrtega kroga, ki se bo odvijal v Vidmu, kjer domača zasedba, ki vsaj zaenkrat igra po sistemu toplo-hladno, gosti Zreče, a zaskrbljujoče je za Videmčane to, da je vsaj zaenkrat bilo več slabih predstav kot dobrih. Sicer ekipi na lestvici ločijo zgolj 3 točke, a po prikazanem so na današnjem obračunu v vlogi favorita gostje, ki so v dobrem nizu 2 zaporednih zmag. Sedaj preletimo tudi obe enajsterici, pri domačih v vratih Branič, v obrambi Planšek, Zdovc, Gojznik in pa Žan Planšek, zadnja vezista sta Krajnc in Cafuta, pred njima trio Vrbanič, Tement in Mesarič, v napadu pa tekmo pričenja Frank Ličina, na klopi pri Vidmu na svojo priložnost čakajo Rogina, Magdič, Ovčar, Gajšek, Šlamberger in pa Lah, strateg domače zasedbe je Robert Hojnik, na drugi strani pri Zrečah po vratah pričenja Ravnak, v obrambi Blaž kot Krajšek, Potokar, Kotnik in Hren, v vezni vrsti Radič, Zupanc in Jelenko, v napadu pa Vinkovič, Brnik in pa Anže Podgrajšek, na klopi pri Zrečah na svojo priložnost čakajo Purk, Aleš Leskovar, Alen Jančič, Sebastian Leskovar, Blaž Brglez in pa Timotej Drobinc, strateg gostujoče zasedbe je Damjan Flis. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna, glavni delilec pravice je Dejan Vivod, njegova pomočnika pa Vitko Karmel in Mitja Bombač, delegat tekme pa je Jožef Klinc. Sredine igrišča, kot lahko tudi sami vidite, bodo krenili gostujoči nogometaši, ki bodo ta obračun odigrali v modri športni opremi, medtem ko bodo domači ta dvoboj odigrali v svojih tradicionalnih zelenih barvah. In medtem se je današnji obračun tega četrtega kroga tudi pričel. Zrečani so takoj krenili v napad. Videmčani so si hitro znova priborili posest in out bo pripadel gostom. Mislim, da lahko pričakujemo že od samega začetka, da bodo pri Zrečah nekako visoko stopili, poskušali čim prej prevladati na terenu. Videmčani pa pred domačo publiko zagotovo ne bodo samo nemo opazovali dogajanje na terenu, želeli bodo prav tako z isto mero vrniti Zrečanom. Jelenko proti Potokarju. Podaja v napad in gol out za domačega vratarja Baniča. Banič s podajo v napad, najvišji v skoku je bil Zupanc Trglav, ki pa je žogo z glavo poslal v out in še vedno posesti Videm. Visoko so pritisnili domači nogometaši, hitro znova Zupanc v posesti, prekršek domačih nogometašev. Prosti strel za goste bo izvedel kapetan Hren. Mirno vrača Potokarju, Nejc Potokar, zagotovo najbolj znamenito ime današnjega obračuna. Pred letošnjo sezono je okrepil Zreče, seveda v svoji karieri je nosil dres, poznamo ga kot nekdanjega člana NK Maribora, nosil pa je tudi drese evropskih in svetovnih klubov, kot so AEK Limassol, Slaven Belupov, Inter Zaprešić in pa Pahang FC. Medtem tudi prvi udarec iz kota na današnjem obračunu pripadel bo
gostujoči zasedbi. Zaenkrat v teh uvodnih 3 minutah še nismo videli prave priložnosti. Ja, mislim, da gostje počasi prevzemajo pobudo in tako je, 0:1, zadetek gostujoče zasedbe. Številko 29 se je med strelci opisal Brnik in tako Zrečani že v uvodni 4. minuti prihajajo do prednosti. Dejansko prva prava priložnost na tem obračunu in mreža domačih se je zatresla. Zrečani so hitro postavili avtoriteto in takoj udarili. Zagotovo boleča situacija za domače moštvo. Pravočasno Vinkovič v posesti Radić, ta hitro proti Vinkoviču in glavni sodnik je ustavil igro, seveda prekršek je bil tukaj storjen nad Radićem. Prednosti ni pustil, ker je bil številko 11 Vinkovič, proti kateremu je odšla ta podaja v prepovedanem položaju. Prosti strel za goste je izvedel Jelenko. Jelenko je iskal Vinkoviča. Radić na levo stran Podkrajšek. Pravočasno se je v obrambo vrnil številko 7 Mesarič. Videmčani do posesti. Frank Ličina vrača podajo Planšku. Žan Planšek znova je iskal Ličino, toda omešal se je Kotnik. Radić. Še vedno Radić. Radić brez težav mimo domačih branilcev. Predložek pred vrata, previsoka žoga je bila to za Jelenka. Še enkrat več vidimo, da Videmčani hitro zapravljajo posest. Zaenkrat se domača ekipa v teh uvodnih 6 minutah lovi. Gostje so to že nadgradili, to svojo prevlado z zadetkom v 4. minuti, ko je po podaji s kota z glavo zadel Brnik. Radić. Lepo Radić, v napad se je vključil Podkrajšek. Veliko prostora ima Podkrajšek. Toda pri podaji ne najbolj natančen. Mesarič je krenil proti napad, še vedno Mesarič. Na levi strani je videl utekajočega Vrbaniča, toda slaba podaja Mesariča. Veliko prostora ima Kotnik. Radić, vidimo, da večino teh napadov gosti pričenjajo preko številke 10 Radića, ki je zaenkrat našel vse te prave rešitve v vezni vrsti. Znova Radić, prekršek nad slednjim je storil Cafuta. Radić proti Potokarju. Potokar zagotovo tista prava okrepitev gostujoče vrste v obrambi, da dejansko lahko zaupajo oziroma so mirni v svojem kazenskem prostoru. Potokar znan kot dober skakalec. Krajnc vrača Zdovcu. Zdovc v napad, najvišji Potokar. Radić, toda prekršek nad domačim kapetanom Krajncem. Seveda Videmčani bodo iskali izenačenje in mislim, da so že začeli s to pobudo oziroma so začeli prevzemati pobudo nad današnjim obračunom. Lepo na desno stran, kjer je Žan Planšek. Planšek v preigravanju, uspešnejši je bil Vinkovič. Vinkovič takoj v napad proti Brniku, lepo se je obrnil Brnik, takoj videl Radića.
Podgrajšek oziroma Radić proti Podgrajšku. Podgrajšek na drugo vratnico, to da previsoka podaja za vse v kazenskem prostoru. Jelenko s predložkom pred vrata, kjer se smuka Obrtnik, to da brez težav za domačega vratarja Baniča. Banič mirno na levo stran proti Alenu Plajnšku. Zdovc. Veliko prostora ima Jelenko. Nobeden izmed domačih nogometašev ni pritisnil nanj. Radić proti Podgrajšku. Podgrajšek je videl tekajočega Hrena, toda na koncu žoga za Videm. Mirno Hren. Nekaj raztrganja igre v teh trenutkih. Še enkrat več pa domači hitro zapravljajo posest. Zadnja medsebojna tekma med tema dvema ekipama se je končala zmago Zreč. Ekipi sta se pomerili prav tukaj v Športnem parku v Vidmu in gostje so slavili z 0:2. To je bilo v drugem krogu lanske sezone 1. septembra na prvi šolski dan. Je pa dejansko tisti obračun lanske sezone bil prvi dvoboj med tema dvema ekipama nasploh. In bomo videli danes, ali lahko Videmčani presenetijo in izid v skupnem seštevku medsebojnih obračunov izenačijo na 1:1 ali pa bodo Zrečani še enkrat več dokazali, da so boljša, kvalitetnejša zasedba. Tokrat v obetavnem napadu domači. Vrbanič pred vrata, kjer je iskal Ličino, toda na mestu Kotnik. Še enkrat več Kotnik in to bo prvi udarec iz kota za Videm na tem obračunu. Bomo videli, ali lahko tudi Videmčani po tej standardni situaciji pridejo do prve svoje priložnosti, morda celo do izenačenja. Teče 11. minuta današnjega dvoboja. Proti oddaljenejši vratnici, najvišji v skoku je bil Hren. Radić je pritisnil na Plančka. Krajnc. Še enkrat več na mestu Kotnik in to bo drugi udarec iz kota za Videm. Še enkrat več ga bo izvedel številko 7 Mesarič. Tokrat pravočasno iz vrat vratar Ravnak, nad katerim je tudi bil storjen prekršek. Hitro se mu je opravičil domači nogometaš in žoga bo pripadla Zrečam. Ravnak na kratko proti Potokarju, ta proti Hrenu. Potokar. Podkrajšek. Oziroma, tu je bil Kotnik, se opravičujem. Potokar. Še vedno posesti Potokar, tale proti Vinkoviču, ki je prišel nekoliko bližje v vezno vrsto po žogo. Vidimo, da Radić in Vinkovič izmenjujeta položaje. S tem vsekakor Zrečani želijo zmesti domačo obrambo. Tvegal je Kotnik in ni se mu obrestovalo, domači do posesti. Ko je podaja na desno stran, kjer je bil najvišji v skoku številko 7 Podgrajšek, na koncu pa sta grdo trčila Cafuta in pa vratar Ravnak, ki
jo je skupil v tem dvoboju. Gotovo zares boleč udarec in kot lahko tudi sami vidite, vratar gostov potrebuje zdravniško pomoč. Seveda tudi v tem dvoboju smo videli, da tako eni kot drugi danes želijo točke. Vseeno mislim, da nekako bi nogometaš domačih moral pravočasno ustaviti ta štart na žogo, ki se je končal z bolečim udarcem za Ravnaka. A Ravnak bo stisnil zobe in nadaljeval s tem današnjim obračunom v četrtem kolu. Kotnik. Torej se mu je ponudil Jelenko. Potokar. Potokarju vrača Zupanc. Jelenko. Vidimo, da praktično vse napade gostje pričnejo iz obrambe, nekako žogo želijo počasi prenesti v napad. A seveda tudi ob vsaki priložnosti, ko se napadalci vključujejo, želijo to izkoristiti in že iz zadnje vrste iskati svoje priložnosti za hitro izveden napad. Še enkrat več so Videmčani hitro zapravili posest. Vinkovič v preigravanju. Radić je lepo videl tekajočega Podkrajška. Vinkovič zastrelja in še ena priložnost za Zrečane. Izid ostaja nespremenjen, 0:1. Banič je iskal ličino, najvišji v skoku znova Potokar. Lepo Podgrajšek. Še vedno v posesti Podgrajšek. Vrbanič je krenil v napad in out bo pripadel Vidmu. Vidimo, da gostje s tem visokim pritiskom v težave spravljajo domačo zasedbo. Tokrat je neuspešen pri oddaji. Podaje je bil kapetan domačih Krajnc. Jelenko mirno vrača Kotniku. Ta je že našel Potokarja. Potokar mirno ponudil napaka gostujoče vrste v protinapad. Je krenil Mesarič, je vedno Mesarič v priložnosti, izenačenje! Izenačenje domačih, 1:1, strelec zadetka Mesarič, ki je prestregel podajo enega izmed gostujočih nogometašev in nato preigral oba centralna branilca, tako Potokarja kot Kotnika, in mirno zaključil in izid poravnal na 1:1. Domači so praktično iz nič prišli do tega izenačenja. Samostojna akcija Mesariča, ki je dokazal, da velja za enega izmed boljših nogometašev v domačih vrstah. 17. minuta srečanja, domači Enka Videmetac izenačil na 1:1. Bomo videli, kako bodo na to odgovorili Zrečani, kajti gostje so imeli igro oziroma potek igre v svojih nogah. Vinkovič si ni uspel ustaviti te podaje, toda nekaj takšnega je morda pričakoval Blaž Podkrajšek, ki se je vključil v napad, pravočasno pa je v obrambi odreagiral Gojznik. Cafuta proti Mesariču, prekršek nad Mesaričem je storil Radić.
Mesarič je videl Tementa, a v bloku goste in out bo za Videm. Iz avta številko 11, Žan Planšek. Brdnik na desno stran proti Podgrajšku. Vinkovič. Brdnik, Kotnik, na kratko proti Podkrajšku. Ta je videl Radiča, nanj je pritisnil Žan Planšek, out bo pripadel Zrečam. Vinkovič, umešal se je Krajnc, Mesarič, atraktivno je želel preigrati Podkrajška Mesarič. Radič vrača Potokarju. Potokar je našel Hrena, ta vrača Potokarju. Teče 20. minuta današnjega obračuna. Videli smo že 2 zadetka, po enega na vsaki strani. Kotnik, v bistvu razen teh 2 zadetkov, ne eni ne drugi niso imeli bistvenih oziroma lepih priložnosti. Morda še lahko omenimo strel Vinkoviča v 15. minuti. Vse ostalo pa po večini poteka v vezni vrsti. Velik boj se odvija v vezni vrsti. Hren je iskal Podkrajška, toda Mesarič se je pravočasno vrnil v obrambo. V protinapad je krenil Cafuta, veliko prostora ima Cafuta na desni strani proti Žanu Planšku. V obrambo se je vrnil številko 6 Jelenko in tako preprečil nevarnejšo situacijo pred svojimi vrati. Bo pa to tretji udarec iz kota za Videm. Na izvedbo odhaja številko 7 Mesarič. Mesarič na bližnjo vratnico. Pravočasno žogo izbil Vinkovič. Vidimo, da Videmčani po tem zadetku so dobili nekaj prepotrebne samozavesti. V nepravem trenutku nekaj smole za kapetana domačih Krajnca, ki mu je spodrsnilo ob situaciji za podajo pred vrata gostujoče ekipe. A vseeno bo žoga ostala v posesti domačih. Out bo izvedel Žan Planšek. Še vedno Planšek, atraktivno Mesarič. Podajo v kazenski prostor je preprečil Podkrajšek in to bo četrti udarec iz kota za Videm. Tokrat proti oddaljeniši vratnici. Vratar Ravnak žogo izbija. Še vedno je ta v posesti domačih. Prekršek nad Zdovcem je storil kapetan Hren in to bo prosti udarec iz dokaj nevarnega položaja za Videmčane. Vidimo, da vse te predložke oziroma situacije ob prekrških kotih izvaja za domače Mesarič. Uigrana kombinacija domačih, na koncu pa visoko čez vrata Zdovc. Lepo so izigrali to nogometaši v zelenem, seveda govorim o Vidmu. A pri zaključku ni najbolje odreagiral Zdovc.
Ličina, nov hiter nalet domačih. Vidimo, da pri Vidmu znajo tako hitro odigrati in s tem v težave spraviti Zrečane. Proti drugi vratnici je šla ta podaja, toda previsoka je bila za vse nogometaše in to bo še en gol out za vratarja Ravnaka. Na zadnjih 6 obračunih so nogometaši Vidma vknjižili 4 poraze in pa 2 zmagi. Poraze so doživeli na prijateljskih obračunu proti Aluminiju z 0:4. V polfinalu pokala MNZ Ptuj je bila Bistrica boljša z visokih 2:8 in pa v prejšnjem krogu so zabeležili še en boleč udarec proti Bistrici z 1:3 in pa seveda v prvem kolu je bil od njih boljši prevaljski velikan Korotan z 2:0. V pripravljalnem obdobju pa so premagali Bukovce 4:0 in pa v drugem krogu so bili prav tukaj pred domačimi navijači boljši od Šmarja pri Jelšah s 5:3. Na drugi strani pa Zrečani na zadnjih 6 obračunih 3 zmage in pa 3 porazi. Te poraze so doživeli po večini v pripravljalnem obdobju, razen enega proti Cirkulanam v prvem krogu, ko so Cirkulane, ki so zaenkrat v zares izjemni formi, bile boljše z 0:4. Med pripravljalnim obdobjem so izgubili proti mladincem FC Koper. Ekipi sta se pomerili na Pohorju. Koprčani so bili boljši s 3:2, poraz tudi proti Mozirju s 3:2, premagali pa so na prijateljskem obračunu Vojnik s 5:1, v drugem krogu so bili boljši od Podvincev z 2:4 in pa v prejšnjem tretjem krogu zmaga proti Zrečam z 1:0. Če pogledamo te obračune, je jasno tudi, zakaj so Zrečani danes v manjši vlogi favorita. Lepo se je vmešal Alen Plajnšek. Še vedno Alen Plajnšek, ta vrača Zdovcu. Zdovc z diagonalno podajo na desno stran proti Mesariču, toda prehitra podaja je bila to za slednjega in out bo pripadel gostom, izvedel ga bo Blaž Podkrajšek. Iskal je Radiča, vmešal se je Krajnc, vidimo, da so Videmčani sedaj prebrali, kako gostje po večini kreirajo svoje napade, tokrat z dobro reakcijo v obrambi Potokar. Kotnik proti Brdniku. Prekršek nad Radičem je storil Gojznik. Radič z visoko podajo proti Brdniku, ta najvišji v skoku, a vendarle mirno Žan Plajnšek. Ta je videl tekajočega Tementa, toda prehitra podaja za slednjega. Kotnik mirno vrača Ravnaku. Ravnak lepo proti Vinkoviču, toda manjši nesporazum med Vinkovičem in Brdnikom. Iz obrambe je pravočasno v napad prišel Hren. Gojznik, še vedno Gojznik, nanj pritiska Zupanc. Jelenko takoj proti Radiču. Še vedno Radič. Radič je pritisnil na Žana Plajnška, ki pa se je dobro znašel in posest nekako ostala pri Vidmu. Hitro so jo domači zapravili, tokrat nenatančen pri oddaji žoge Mesarič. Mesarič takoj v napad, toda mirno Kotnik, Potokar. Potokar s podajo v napad, toda izvrat Banič, ki ni imel veliko težav s to podajo Potokarja.
Jelenko na levo stran proti Vinkoviču. Vinkovič je videl, kako se je znova v napad vključil Radić. Teče 29. minuta današnjega obračuna. Izid izenačen 1:1. V vodstvo so prišli v 4. minuti gostje z zadetkom Brdnika, v 17. minuti pa izenačenje na 1:1 po lepi samostojni akciji je zadel Mesarič. Zdovc. Pritisk Brdnika se je gostom izplačal. Vinkovič znova proti Brdniku, v bloku je bil Cafuta. Iz avta Hren. Še enkrat več bo iz avta žogo v igro metal Hren, tokrat v kazenski prostor. Jelenko vrača svojemu kapetanu, ta lepo proti Radiću, ki je priboril še en met iz avta za Zreče. Vidimo, da v teh trenutkih znova gostje nekako pritiskajo na zadnjo domačo vrsto. Vidimo, da domači nikakor ne pridejo iz svoje polovice. Izbija Zdovc. Jelenko je iskal Hrena, toda umešal se je Cafuta. Cafuta je takoj na levi strani iskal Vrbaniča. Potokar. Jelenko. Jelenko znova vrača Potokarju. Radić. V dvoboju Radić in pa Žan Plajnšek, na koncu prekršek Radića. Gojznik je takoj na levi strani iskal Vrbaniča, toda umešal se je Hren. Hitro so domači znova prišli do posesti. Vrbanič. Vrbanič lepo proti Krajncu. Krajncu priložnosti mimo gola. Nevarno je bilo pred gostujočimi vrati. Krajnc si je lepo ustavil to podajo Vrbaniča in na koncu je žoga za las zgrešila cilj, kot se kaže tudi eden izmed gostov bil še pravočasen v bloku in to bo peti udarec iz kota za Videm. Mesarič, nevaren oster predložek je bil to Mesariča, najvišji v skoku Brdnik. To bo še šesti udarec iz kota za domačo zasedbo. Znova Mesarič, najvišji Potokar. Nekaj zmede v gostujočem kazenskem prostoru. Vrbanič lepo proti Cafuti. Cafuta, Žan Plajnšek. Še vedno Žan Plajnšek v posesti. Nanj pritiska Radić. Cafuta.
Še vedno Cafuta. Sedaj pa domači pletejo okoli kazenskega prostora Zrečanov. Kotnik, veliko prostora za strel je imel Mesarič, toda v zadnjem trenutku v bloku Potokar in to bo out za Videm. Na izvedbo avta znova odhaja številko 11, Žan Planšek. Krajnc je bil najvišji v skoku, nevarno proti Vrbaniču, toda vmešal se je kapetan gostov Hren. Radić, še vedno Radić. Radić lepo proti Brdniku, ki ima veliko prostora, še vedno Brdnik. Brdnik proti Vinkoviču, Vinkovič pravočasno iz vrat pa Banič, ki je še enkrat več dobro prebral to namero gostov in nekako preprečil nevarnejšo situacijo pred svojimi vrati s pravočasnim izletom iz leteh. Žan Planšek. Krajnc mimo Potokarja, ki je zamudil ta štart in to bo prosti strel za domače. Znova mislim, da glavni kandidat za izvedbo tega prostega strela Mesarič. Ob žogi Mesarič in pa Zdovc. Mislim, da lahko pričakujemo strel na vrata Ravnaka. Mesarič, toda žoga je zgrešila cilj, kot vse kaže še enkrat več v bloku gostujoči nogometaši in 7. udarec iz kota za Videm. Podaja proti bližnji vratnici, najvišji v skoku je bil Brdnik. Znova Mesarič. Tokrat proti oddaljenejši vratnici, toda žoga je preletela vse nogometaše in to bo gol out za vratarja Ravnaka. 4 obračuni tega 4. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod so že bili odigrani. Cirkulane so po porazu v prejšnjem kolu so se nekako vrnila na zmagovita pota, tokrat so vknjižili zmago z 0:2 na izjemno zahtevnem gostovanju v Dobravi pri Konjicah, so ugnali Dravinjo, ki je bila v manjšem naletu 2 zaporednih zmag, a Haložani se na to niso ozirali in z borbeno igro še enkrat več prišli do 3 točk, še 3. zmage in tako ostajajo pri samem vrhu prvenstvene lestvice. Šampion je prišel do 6. točke v sezoni in prvo zmago na domačem terenu. Ugnali so Dobrovce s 3:1 in jim tako zadali še 4. poraz. Nogometaši iz Dravskega Polja bodo zelo težko zadržali status med 3. slovensko nogometno ligo, saj kot vse kaže enostavno ne premorejo dovolj kvalitete za ta nivo nogometa. Bistrica je prišla še do 4. zmage v sezoni, tokrat so z 1:2 ugnali Dravograd, ki je tako utrpel še 2. zaporedni poraz in se nekako oddaljil od vrha prvenstvene lestvice, saj jasno primaren cilj Dravograjčanov je ekspresen povratek v 2. slovensko nogometno ligo. A Bistrica zaenkrat zares deluje izjemno in kot vse kaže, jih tudi lanskoletni drugoligaši ne morejo zaustaviti. V Prevaljah pa smo videli pričakovano gladko zmago Korotana, ki je 4:0 ugnal Šmarje pri Jelšah in tako prekinil niz 2 zaporednih porazov. Znova je blestel kdo drug kot pa Grega Triplat, ki je dosegel 3 zadetke, 4. oziroma 1. pa je dodal tudi njegov partner v napadu Anže Zavolovšek. Danes v poznejšem terminu
bo odigran tudi zadnji dvoboj tega četrtega kroga. Rogaška, ki se po zmagi v prejšnjem krogu proti Cirkulanam vrača na zmagovita pota, bo nove 3 točke iskala na gostovanju v Podvincih. Domači nogometaši so lani blesteli, a letos vsaj zaenkrat ne najdejo svoje prepoznavne igre. Kljub zmagi v prejšnjem krogu, ko so s kar 0-7 deklasirali povsem razglašene Dobrovce, so zaenkrat pri zgolj 3 osvojenih točkah, a prvenstvo je izjemno izenačeno in od zgornjega dela lestvice jih nekako ločijo zgolj 3 točke, tako bi zmago proti Rogaški nekako znova napovedali boj za zgornji del razpredelnice, vendar za kaj takšnega bodo nujno potrebovali pravi preporod in daleč najboljšo predstavo v letošnji sezoni, saj kot vsi vemo, pri Rogaški šteje samo eno in to je zmaga, medtem pa prekršek nad gostujočim nogometašem. Preoster je bil Frank Ličina, tokrat pa zdravniško pomoč potrebuje številko 6 Cafuta. Teče 40 minuta današnjega obračuna, rezultat še vedno izenačen 1-1. Cafuta je že ostal in to je dober podatek za tega nogometaša. Mislim, da bo vendarle stisnil zobe in nadaljeval s tem obračunom. Športno se mu je opravičil tudi Frank Ličina. Prosti strel za Zrečane bo izvedel številko 11 Vinkovič. Hren. Brez prave ideje ob tej podaji Hren. Out znova za Zreče. Vidimo, da med tem v igro znova prihaja številko 6 Jelenko. Najvišji v skoku je bil Alen Plajnšek, toda znova do posesti gostje Vinkovič proti Jelenku. V napad se vključuje Blaž Podkrajšek. Podgrajšek proti Radiču. Radič in to bo drugi udarec iz kota za Zreče na tem dvoboju. Izvedel ga bo Radič. Po prvem kotu so gostje v 4. minuti prišli do vodstva. Radič znova nevarno, tokrat proti Potokarju, pravočasno iz vrat Banič. Radič, Potokar, toda brez prave nevarnosti za domačega vratarja. Atraktivno Jelenko, toda do posesti Krajnc. Alen Plajnšek, še vedno posesti Alen Plajnšek, lepo je v sredini našel Mesariča, Mesarič proti Vrbaniču. Tement, Krajnc in Tement z lepo dvojno podajo. Tement pred vrata izbija številko 8 Zupanc Trglav in to bo še 8. udarec iz kota za Videmčane. Teče 43. minuta tega prvega polčasa, bomo videli, ali lahko v izdihljajih letega Videm pride do vodstva pravočasno iz vrat Ravnak, na koncu pa prehitra podaja za Mesariča in to bo gol out za vratarja Zreč. Pri Vidmu je člansko moštvo s pripravami pričelo 10. julija s treningi 4 do 5 krat tedensko. V pripravljalnem obdobju so odigrali 4 obračune proti Rakičanu, Bukovcem, Aluminiju in pa Mons Claudius Rogatcu. Najvišji v skoku Frank Ličina.
Tement. Še vedno posesti Tement na levi strani proti Vrbaniču. Umešal se je kapetan Hren. Vinkovič takoj je želel zaposliti Brdnika, toda prehitra je bila ta podaja. Veliko prostora ima Radić. Radić, lepo Radić, videl je utekajočega Podgrajška, toda Banič še enkrat več na miren način razrešuje to situacijo pred svojimi vrati. Dovolj hiter Mesarič. Lepo Mesarič. Mesarič na drugo vratnico, kjer se je odkril Vrbanič in 2:1 v 44 minuti so Videmčani preobrnili izid in po zares še eni izjemni samostojni akciji Mesariča se je med strelce opisal s številko 17 Vrbanič in kot vse kaže, bo Videm odšel na odmor s prednostjo 2:1. Po tistem zadetku z Rečne kako so Videmčani skozi celoten prvi del narekovali ritem in na krilih izjemnega Mesariča prišli do preobrata. Videm je povedal z 2:1, strelec številka 17, Vrbanič Renato. Hren. Krajnc vrača Alenu Plajnšku, ta atraktivno preigravanju, toda nenatančen pri oddaji podaje Jelenko. Jelenko proti Vinkoviču. Še vedno Vinkovič, zapletel se je ta nogometaš in znova v protinapad Videm. Seveda takoj na desno stran proti Mesariču. Mesarič in Kotnik v dvoboju. Tokrat najvišji v skoku Hren. Radić proti Brdniku, toda nenatančna podaja Radića in out bo pripadel domačim. Plajnšek proti Ličini. S tem pritiskom je Frank Ličina v težave spravil gostujočega branilca, medtem pa je glavni sodnik tega obračuna odpiskal konec prvega polčasa. Na odmor domači odhajajo s prednostjo 2:1. V 4. minuti so z Reče preko Brdnika prišle do vodstva, nato pa preobrat domačih na 1:1, zadetek v 17. minuti Mesarič in pa v 44. za popoln preobrat v tem prvem delu po asistenci Mesariča se je med strelce vpisal Vrbanič in tako kot že rečeno, domači na odmor odhajajo z minimalno, a zasluženo prednostjo 2:1.